Po skoraj 8 letih od podpisa pogodbe je ta v teh dneh končno ugledala luč sveta. V minulih letih očitno zelo dobro varovana listina na več kot 30 straneh in kar 92 členih razkriva podrobnosti posla. Na 60 hektarjih pretežno kmetijskih površin bi zraslo dobrih 100 apartmajev in golf igrišče z 18 luknjami. Ko pogledamo te dogodke nazaj, obstaja utemeljen sum, da je bila korupcija praktično pri vseh inštitucijah, se pravi, najprej pri kmetijskem ministru Butu, ki je dal nezakonito mnenje, da se lahko golf igrišče gradi, potem pri okoljskem ministrstvu, ki je tudi dalo vse soglasje, seveda tudi pri občini Piran, ki je to izpeljala. Korupcijski sumi izhajajo iz dejstva, da pogodba vsebinsko še ni stopila v veljavo. Zemljišča se zaraščajo, neskladna občina pa ne moreta zaračunavati najemnine. Da je pogodba v svojem bistvu mrtva, so pred časom posredno priznali tudi v samem podjetju Golf Istra, saj so potrdili, da zakupnine ne plačujejo. Sklad izgubil najemnino. Najemnina je izgubil vsaj 60-70 tisoč evrov, ko smo mi napisali te prijavi na korupcijsko komisijo. Na strani zakupnikov je tudi poročilo Računskega sodišča o poslovanju sklada kmetijskih zemljišč. To ugotavlja, da je pri konkretnem poslu sklad kršil svoje temeljno poslanstvo, to je ščitenje kmetijskih zemljišč. Imajo tako moč, tako oblast, da so tako ustrahovano delovali, saj še pred kratkim direktorica Golf Istre grozila, da bo tožila sklad zaradi te paralelne ponudbe, ki ni zavezujoča. Torej, čutijo se tako močne, da njim nič ne more, ampak njihov čas se končuje in se izteka in naj odstopijo te pogodbe čim prej. Vsi trije partnerji, to je naš nasvet. Na terenu trenutno poteka še analiza tal, s katero v družbi Golf Istra računajo, da bodo ovrgli vse pomisleke proti golfu in se končno lotili težko pričakovane gradnje.